Dobar dan, živijo. Takole. Začenjamo en zelo zanimiv dogodek v maskah. In si mislim, če vi zdržite cele dneve v maskah v razredu, bomo mi zdržali zdaj na tem dogodku, čeprav to moram priznati moj prvi dogodek, ki ga vodim v maskah, kljub temu, da delam po koroni že ves čas. Ampak danes ne bomo o teh straneh življenja, pač pa o tistih, ki pravzaprav dajejo življenje življenju, kaj to pomeni. Med nami, vem, da ste športniki in vi veste, mladi športniki, da so med nami vrhunski športniki nekdaj, Tjaša še danes. Na vsak način veste, da do uspeha prideš tako, da spoznavaš tudi sam sebe. Kaj zdaj to pomeni, spoznavati sam sebe? Eden od načinov, vi že veste, kako spoznavate sami sebe po svoje poti, ampak eden od načinov je zagotovo branje. Prebirati zgodbe in izkušnje drugih in s tem na nek način preverjati sebe, raziskovati sebe je način, ki ima še en odlični stranski učinek, in to je trening možganov. Branje je trening možganov. Zato je projekt Športajmo in berimo eden po mojem mnenju, pa mislim, da ne samo po mojem, eden najboljših projektov v Sloveniji in danes še v eni najlepših knjižnic v Sloveniji. Tako da dobrodošli in jesenski pozdrav. Nekaj pozdravov bomo zdaj še slišali, preden se potem podamo v res športno-življenjske vode z našimi tremi gosti, vrhunskimi športniki. In ker sem rekla, da smo v najlepši knjižnici, eni najlepših knjižnic v Sloveniji, k besedi vabim pomočnico direktorice Mestne knjižnice Kranj, gospo Majo Vunšek. Maja, prosim. Draga mladina, najprej vi, spoštovani športnice in športniki, spoštovani gosti. Branje je za duha to, kar je telovadba za telo. To je misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela, ki poudarja povezanost med umom in telesom. S to pomenljivo mislijo vas prav lepo pozdravljam v Mestni knjižnici Kranj. Današnji pogled na vas, mlade, v tej dvorani ni vsakdanji, kot žal tudi ni vsakdanje prepričanje in zavedanje, kaj pomeni branje za življenje. S telesno vadbo treniramo telo, z branjem treniramo možgane. In dobro natrenirani možgani nam omogočajo boljše zavedanje sebe, okolice in svojih ciljev. Naj vam torej branje postane vrednota. Nekaj, kar bo imelo na vas veliko načelno vrednost, in vam bo pomagalo tudi pri doseganju boljših športnih rezultatov. Dobro sodelovanje v projektu Športajmo in berimo vam bom zaželela kar s ključniki projekta, ki pravijo: verjemi v proces, beremo skupaj in beremo z razlogom. Dobrodošli v tej hiši razgledov. Hvala. Hvala, gospod Maji. Gospod Maja je omenila sodelovanje. Mislim, da je to še ena magična beseda, ko gre za vzpenjanje po lestvici, pa naj gre za športne uspehe, naj gre za matematične vedce, naj gre za ustvarjalne trike, saj ni pomembno. Sodelovanje. Sami veste, pa naj gre za ekipne športe ali pa za športe, kjer sodelujete le, bom rekla, s trenerjem, z majhno ekipo, s psihologi, kakorkoli. Potem bomo več slišali kasneje. Sodelovanje. In tega se precej dobro zavedajo v Mestni občini Kranj, zato k besedi vabim direktorja občinske uprave Kranj, gospoda Bora Rozmana, prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu Mestne občine Kranj, gostiteljem, knjižnici in pa seveda vam mladim. Kolegica mi je že malo besed uvodnih vzela, ampak kako je fajn stopiti v takole predavalnico, zdaj mi, ker smo starejši občani, lahko rečem, pa mi ne zamer, ker vidiš polno mladosti, predvsem pa, da ste tukaj športniki, to mi je še posebej v veselje, ker tudi sam sem bil nekoč aktiven športnik, sicer v ekipnem športu, ki se mu reče rokomet. Ampak zakaj je to pomembno? Ne nazadnje zaradi tega, ker danes sem podpredsednik Rokometne zveze Slovenije. In če ne drugega, lahko povežeš izkušnje iz dejansko aktivnega športnika, lahko tudi v funkcionarske vode, ne nazadnje sem pristal na Mestni občini. Zdaj, v tej priliki, poleg gostov, ki jih še posebej pozdravljam,
gospodični Isakovič in pa Ristič in pa gospoda Prezla, upravičen župana mestne občine, ker ima danes regijski sestanek vseh gorenjskih županov, kjer se pogovarjajo o razdelitvi denarja, ki je še ostal, in upam, in glede na to, da poznam župana, kako je naklonjen športu, da bo še več tega denarja lahko pristalo v športu. Pa mi ne zdaj knjižnica ne zameri, če imamo še dan športa, oziroma prejšnji teden športa, da nam kakršnih koli zamer. Se pa knjižnici na tem mestu zahvaljujem, da je vstopila v ta program, ki ga organizira OKS, in mislim, da je v redu. Oziroma ga tudi občina zelo podpira. Zdaj, ko gledam mlade obraze, pa si vsak misel, vsak je predvsem v svojem športu, ker so mi rekli, da mogoče nekajšno osebno izkušnjo povem. Dve stvari bi izpostavil. Med drugim sem tudi predavatelj na Ljubljanski univerzi in ko gledam mlade študente in povem lastno izkušnjo, da za vsako knjigo, ker sem se na faksu prešvercu, mi je bilo kasneje žal, da jo nisem prebral in sem jo mogel kasneje nadoknaditi in prebrati, zato da sem pač dosegel ali nivo izobrazbe, ali pa sem lahko v karieri napredoval. Skratka, to je, bom rekel, eno sporočilo, berite in po domač povedan, ne se švercati v smislu, manj, ko bom dal od sebe, sam da dobim tisto oceno, da pridem skozi tole šolo, ampak dejansko posvetite čas, ki ga imate, ki vam je na voljo po treningih in po športu, tudi izobraževanju in predvsem tudi branju. In pa mogoče tista druga zgodba, ki mi ponavadi tudi študentom na nek način razlagam, je, da dajte celega sebe v neko stvar. In glede na to, da ste športniki in da ste se že opredelili za posamezne športe, mislim, da živite, ne delite polovičarsko, ampak pejte na polno. Pejte s žarom, s polnimi pljuči v šport in ne nazadnje v znanje, ker kasneje, ko boste malo starejši, se boste ozirali nazaj, si saj ne boste mogli očitati, da niste dali celega sebe v ta proces. No. Zdaj pa na koncu še, kakor je bilo že tudi povedano, ja, branje je sigurno ena izmed ključnih veščin, vrlin in tista, ki nam daje ne nazadnje širino in obzorje, svetovni nazor in tako naprej. Zato izkoristite vsak trenutek, ki ga pač imate, ne nazadnje tudi, če poslušate naše vrhunske športnike, zmeri rečejo, da če že ne poslušajo glasbe, pa saj knjige v rokah držijo, eni morajo pač šolski proces dokončati, eni študirajo, eni pa berejo čisto zaradi relaksacije in zaradi tega, da se sprostijo pred tekmovalnim procesom. Tako da, evo, kaj naj rečem, mislim, da je tale projekt zelo na mestu, da popularizira branje med športniki in pa tudi kasneje, ko bo enkrat vaše aktivne kariere konec, bom rekel, ima tudi namen, da vas spodbudi k nadaljnji karieri, k pridobivanju dodatne izobrazbe oziroma stalnemu izobraževanju, ker si zapomnite, je never ending story v življenju, če pač hočeš toliko hitro laufati, kakor laufajo najhitrejši. Hvala lepa. Hvala, gospod Trener. Ja, tukaj gre za povezovanje, torej športa in branja oziroma knjige. Verjamem, da se vam to zdi na prvi pogled dobro, smo že pogovarjali se, zakaj je knjiga. Ampak ja, knjiga je eden najpočasnejših medijev. Če želimo brati, se moramo ustaviti. Vem, da je to včasih v mladosti nepredstavljivo. Ampak veste, kako boste hitri, če se ne boste nikoli ustavili? In mislim, da se tega zelo dobro zavedajo tudi v Olimpijskem komiteju Slovenije. Predstavnik je danes z nami in sicer o projektu Športajmo in berimo, mislim, da ve zelo veliko vodja Slovenske olimpijske akademije, gospod Aleš Šolar. Prosim. Ja, dober dan, en lep pozdrav vsem v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije. Še enkrat hvala Jaša, Sara in pa Rožle, da ste si vzeli danes čas, da boste imeli izkušnje kot vrhunski športniki mladim športnikom. Na Olimpijskem komiteju si stalno prizadevamo, da športniki imajo pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov v športu. Ampak po drugi strani pa zelo veliko energije posvečamo tudi temu, da spodbujamo izobraževanje, spodbujamo spodbujno kariero.
Se pravi, da ob športu nikdar ne pozabite na šolo, na izobraževanje, tako na formalno, kot tudi na pridobivanje izkušenj in nekih vrednot, ki so za življenje zelo pomembne. Ne? Mi za Ministrstvom za kulturo in pa Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, ter seveda pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, že leta dobro sodelujemo tudi v sklopu Evropskega tedna športa. Danes je zadnji dan tega Evropskega tedna športa, no, in znotraj tega smo našli nekaj vsebin, ki jih želimo prezentirati, ki povezujejo šport, kulturo in tudi druga področja. No, in zelo uspešen primer je iz Maribora, se zdaj prenesel v več okolij. Dr. Sabina Fras Popovič je danes z nami, je pravzaprav nosilka tega projekta, ko so spodbujali mlade športnike k branju. Namesto uporabe mobilnih telefonov, namesto uporabe tablic na tekmovalnih pripravah, so pravzaprav začeli z drugačnim pristopom. In to je bil en tak, bom rekel, velik premik, kako pravzaprav lahko nekaj tudi konkretnega, tudi že za predvsem mlajšimi, ko ste vi naredimo. Ne? Temelj športajmo in verimo, pa je v tem, da pravzaprav z branjem lahko ogromno naredimo za našo pripravljenost in tako na tekmovanja, kot bom rekel tudi za to, da smo sproščeni, da nas morda kaj motivira dodatno. Ne? In zbor literature je pa tisto ključno. Ne? Zdaj, ne moramo kar nekaj brati, ne? Ampak moramo imeti nekaj usmeritve, morda bom rekel nekaj za pomoč. Ne? No, in tukaj so nam pa v bistvu strani Javne agencije za knjige, pa kolegici iz knjižnic ogromno pomagali in pripravili te sezname, da so vam mladim športnikom in vrhunskim športnikom sedaj dostopni in na ta način pravzaprav damo neko sporočilo, kaj izberete, da vam bo to resnično lahko v pomoč. Torej, da ne bom predolg, hvala lepa vsem za današnjo udeležbo, hvala lepa knjižnici v Kranju. Danes sem pa še s kolesom lahko, ker je tiskrati moje mesto za šifta, in je prav všeč, da pravzaprav tudi na tak način lahko upravim svoje delo. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa jaz presedem k naši vrhunski trojici, Rožlet in Katarini bom podala moj mikrofon. Takole, upam, da me slišite, Sara pa in Tjaša bosta si pa menjavali mikrofon. Skratka, verjamem, da ne rabim posebej predstavljati naših treh gostov, oziroma dve gosti in gosta, pa vendar mogoče Rožle Prezelj je še vedno državni rekorder, skoro površino. Ja, seveda. Pa ne samo to, trojni olimpijec, danes je varuh športnikov v Sloveniji, član iniciative mladih arbitrov na mednarodnem športnem razsodišču. Skratka, kaj to naštevam? Zato, ker biti, zdaj bom rekla na navednicah, samo športnik, pravzaprav v Sloveniji skoraj ni mogoče, oziroma je za neko obdobje, to veste sami, potem pa, ja, gospod Aleš je govoril o dvojnem pravzaprav poklicu, oziroma o dvojni poti. Mislim, da je Rožle tudi pravnik, doktorat je že dokončan. Zdaj je v evalvaciji, tako da računam, da bo do konca leta doktorat uspešno opravljen. No, si predstavljate, koliko knjig je prebral pravnik, ki bo bral, kar strukturiral. Potem je Tjaša Ristič, še vedno aktivna športnica, karateistka, izjemna karateistka, potrjena kandidatka za udeležbo na olimpijskih igrah. Ja, tako je. Jaz se še potegujem za te moje olimpijske sanje, ki pa ne da že dosegle. Ampak ta pot je pravzaprav zdaj na nek način zelo še povezana z poseganjem po tej starodavni tradiciji branja ali ne? Ja, zaenkrat je. Sicer v trenutnem obdobju ima bolj v smeri magistrske naloge. Na ekonomski fakulteti je smer turizem. Ampak tako da v bistvu si ima bolj vzamem čas za to strokovno literaturo, ampak sem pa vmes, zdaj ko je bila korona pa karantena, uspela prebrati ene par drugih knjig, ki so sicer mi koristile v športu, ampak še vsem so take sproščene. Potem še o teh knjigah kar še več. Pa še Sara, plavalka, prejemnica olimpijske medalje, kot veste, po koncu tekmovalne kariere, pa
na vse pravzaprav uspešna, na nek način, zdaj vam priključil izraz uporablja, pa cheerleaderka, ne, na nek način, oziroma podpornica ne samo navijačev, smo slišali, ne, kot vodja navijačev, ki so prebrali kje. Aha, a v Riju. V Riju, A ne. ja. No, to je zanimivo, to dogovorimo malce kasneje. Ne še več, Sara je napisala svojo knjigo in mogoče Sara tako je vprašanje, ali zdaj kako drugače bereš knjige drugih, ker si izdala, seveda tudi zapisala svojo, ker vemo, da proces pisanja knjige je precej zahtevajoč. Ja. Jaz sem imela v bistvu to željo, da nekako skombiniramo vso svojo športno pot in študij in vse znanje, seveda študij psihologije in nevropsihologije, da čim bolj približam psihologijo športnikom, da postane praktična, zabavna, luštna, da vsak športnik reče, wow, to bo, kar si želim pač trenirati svoje telo, si želim tudi trenirati svojo glavo in to je bil pač moj namen in sem se preselila po 10 letih nazaj v Slovenijo na Bled in sem 6 mesecev, vsak dan tipkala knjigo. Tako da to je bil en tak ključen projekt, no, drugače pa seveda v mojem poklicu tudi danes zelo, zelo rada berem in se izobražujem in vsak dan se učim. Mislim, da vsak od nas je še vedno študent in za večno bomo, tako da na tak način pač pristopam zdaj k svojemu delu kot psihologinja. Sara, če ostanemo pri tebi, ukvarjaš se pravzaprav, rekla si nevropsihologija, to se pravi znanost o možganih oziroma raziskovanje tudi delovanja možganov. Kaj se dogaja v naših možganih, ko beremo? Ko beremo? Veliko stvari, zdaj eno najbolj tistih, recimo, da izpostavim, da ste športniki tukaj, branje je izredno koristno za to, da treniramo fokus in prisotnost v tem trenutku. Ker vemo, ko beremo, ne moramo biti nikjer drugje razen tukaj in zdaj. Če želimo vedeti, kaj beremo. Če že hočemo vedeti, kaj beremo, če nočemo iti nazaj pa brati po celi strani, pa se vprašati, kaj sem sploh prebrala. Ta maska pada dol. Tako da, v bistvu je to pokaren tudi način treninga pozornosti in vzdrževanja pozornosti na tistem, kar je pred nami. In to je zelo dober trening, da vi to odnesete iz branja nekega materiala, tudi pa sam trening, da znate biti fokusirani, osredotočeni in vzdrževati to pozornost nekaj časa. Danes je to zelo težko, ker vemo, da imamo milijon distrakcij, ampak dajte to vzeti kot en tak ključen izziv, da vidite, koliko časa ste pa res lahko fokusirani samo na tisto, kar je pred vami in kako boste bolj učinkoviti in tudi lažje boste upravljali vse šolska pravila, ki jih boste imeli. Pa tudi boljši športniki boste. Že pravnik, to se pravi, postati pravnik ob vrhunski športni karieri ni mačji kašelj, glede na to, da vsi vemo, da pravna fakulteta zahteva precejšen del človeka. Ampak kaj vam daje študij oziroma nasploh, ne rekla sem knjige, ampak znanje nasploh, ker v športu zdaj je Sara omenila fokus, se pravi, ne vem, v središčini na nek cilj, ampak do tega cilja je kar nekaj ovinkov. Kakšno vlogo je imelo v tvojem življenju, ker smo se borili, se bomo kakšno vlogo je imelo v tvojem življenju, ravno to, da si pravzaprav moral, če si želel odpeljati še en drug fokus, vsega po knjigah, je bila to sprostitev, je bila to, ne vem, koncev res usmerjanje fokusa, ali da to včasih tudi distrakcija, če smo čisto realni. Zdaj navežem na Saro. Jaz moram tudi reči, da tudi če zdaj rad vsak dan malo poberem, predvsem zaradi tega, ne toliko zaradi fokusa, ampak predvsem zaradi tega, da se umirim ob branju in da se v bistvu nekako ob vsem hitrem tempu umiriš. To me recimo v tem trenutku predstavlja branje. Kar se pa tiče študija in pa vrhunske športnikove kariere, je pa tako, da jaz sem nekako skozi vedel, da atletika ni taka športna panoga, da bi imel recimo neke velike možnosti po nekem bajnem zaslužku in potem rečemo, da si preskrbljen do konca svojih dni. In to je bilo nekako skozi v moji glavi, da pač moram doštudirati.
Kar se pa tiče vprašanja, je pa tako, da seveda je bil študij in šport, v bistvu, če bi rekel, nek vrhunski športnik, pa vrhunske rezultate dosegati, pa v enem zahteven študij upravljati, to ni enostavno in je v bistvu to, bi rekel, se dopolnjuje, ampak v določenih segmentih se pa tudi izključuje, ker zelo težko je biti 100% fokusiran istočasno na dve zadeve. Ampak je pa ena zelo pozitivna stvar v tem, je pa to, da v bistvu takrat, kadar ti gre v športu malo slabš, ali pa kad imaš kakšno krizo, je pa v bistvu ta študij tista stvar, ki te v bistvu nekako v tistih, rečemo, slabših trenutkih, ki se v bistvu mogoče vprašaš po bistvu, te pa lahko reši in te tudi potegne naprej. Tako da v bistvu to je taka zelo zanimiva tema, da res je verjetno tako, kaj Sara v Ameriki študirala, da je verjetno tam malo bolj to mogoče malo lažje, no, predvsem, ker tukaj pri nas pač je fakulteta in tako se jemlje in tako je tudi nekako percepcija in profesorjev in vseh ostalih. Je pa res, no, če še eno stvar dodam na to, pravni faks ali pa pravna fakulteta v Ljubljani je do športnikov toliko prijazna, zaradi tega, ker imaš ti knjige, ki jih moraš preštudirati in to lahko delaš kjerkoli. Poznamo določene fakultete, imajo tako, da moraš biti prisoten na vajah, da moraš določene take praktične stvari opraviti. Tam je pa verjetno to še toliko težje usklajevati, ker pač tam si ti vezan na nek urnik, tukaj, ker si ti vezan na knjigo, pa neko literaturo, si lahko ti sam to nek urnik daš, kar je pa za športnike ključnega pomena. Mogoče za hip ostanemo še pri tebi, Rožle. Tvoja vloga varuha športnikovih pravic. Kaj to pomeni? Vsi vemo, da imamo varuh, podgledalcev, vsega. Kaj pomeni to delo v tem trenutku? Ja, zdaj, da si bo tako z eno besedo, je to ustvarjanje čistega športnega okolja. To pomeni to, da so športniki zaščiteni pred različnimi oblikami nepravilnosti. Ali je to strani športnih funkcionarjev, nosilcev javnih pooblastil, trenerjev, nenazadnje ministrstva, olimpijskega komiteja, kogarkoli. Se pravi, da se vzpostavlja tako čisto športno okolje, kjer bodo športniki varni in da se bodo lahko nemoteno udejstvovali v športu. Drugače pa moja vloga je predvsem to, da športnikom pomagam, nekako na hitro, da ne bomo preveč časa s tem izgubili, ker to bi lahko govorili cel dan, je to, da športniki se lahko k meni obrnejo po brezplačen nasvet. To je to. Jaz jih lahko tudi usmerjam, pridobivam za njih informacije in v končni instanci tudi pomagam pri reševanju sporov, koliko oni pač to želijo ali pa potrebujejo. Tako nekako na hitro. Hvala lepa. Tjaša, ti si pa še vsej v teh aktivnih sanjah, da nekaj že prej si rekel, to vedno slediš oziroma greš po tem svojim sanjam. Nekaj je, to ste že tudi omenila, Sara in Rožle, nekaj je psihološka moč, nekaj telesna moč. Treniramo telo, treniramo zdaj pa to treba povezati. Kako to poteka pri tebi, a ima tukaj zraven kaj knjige, pa ne tiste strokovne knjige, ki si jih morala objaviti, ampak ja, na kakšen način, ko sta to dva stebra, ki se morata v enem trenutku pravzaprav preplesti in potem funkcionirati, ki skupaj si predstavljamo. Ja, do kakšne 6-7 let nazaj nisem v bistvu sploh vedela, koliko je pomembna ta psihološka moč. Potem sem začela sodelovati z mojo športno psihologinjo, dr. Gajtnom, in mi je v bistvu res razsvetlila glede tega in res zdaj vidim, koliko je pomembno, da v bistvu ne samo, da si močen, ne da si spreten, da si vzdržljiv ali kakorkoli. Še vsem je najbolj pomembno, da si v glavi miren, pa da se znaš v tistih ključnih momentih, ko je kaos okoli tebe, res v bistvu sam sebe moraš poiskati in se umiriti in pravilno odreagirati. Tle je pa pač to treniranje možganov preko knjig, z raznimi vajami, autogenim treningom, kakorkoli. Se mi zdi, da je pač ključnega pomena, da imaš nekoga, no jaz sem rabila nekoga, da me usmeri v te vode, in da tudi prebereš kakšno knjigo na tej poti. Tudi ona je napisala pred kratkim v bistvu eno knjigo, ki sem jo prebrala, pa se mi zdi, da mi je zelo pomagala, jo imam sicer s sabo. Knjigi treba kažiti,
Ja, mogoče telefon. Gledam, ja, tale šport z bistro glavo, a ne, ker to, da imaš bistro glavo, to je pač ključ do uspeha, v bistvu, da. Avtorica je? V bistvu doktor Kajtner, pa Tina Jeromen. Ne. Sicer je gospod Aleš govoril o seznamih, ki so seveda dostopni in poslužujte se jih, zato ker pač so z namenom narejeni, da vam ni treba brskati po tisoč enotah, ampak imate ne, ko mi olajšajo. Ja. Hvala za ta predlog, Tjaša. Vem, da je eden od tvojih ritualov, seveda sem šla poslušati intervjuje s tabo, tudi to, da se ne ličiš. Ja. Preden greš na tatami. In me zanima, bom rekla v angleščini, dealing with yourself, tik pred akcijo. Kako prideš do tega? Imaš kakšen poseben ritual, tudi vajo, bom še to vprašala, čeprav pri vama zdaj mogoče imate druge rituale, ne vidim. Ampak, rekla si, ne moš priti do sebe. Kaj se je zgodilo tisti, to je pa drugo vprašanje, 6-7 let nazaj, da si v bistvu rabila ta premik, to razsvetljenje? Ja, v bistvu jaz sem zelo, taka reaktivna oseba, ne? In zelo hitro sem, ko je šlo nekaj narobe, me je panika zagrabila in pač nisem pravilnih odločitev sprejemala, ne? In tako se v bistvu ta point preloma, točka preloma, ker se mi je zgodila v bistvu na svetovnem prvenstvu 2016. Že prej sem vedela, ko sem sodelovala z nekim kolegom, ki tudi malo ve o psihologiji športa, ni psiholog, ampak pač tiste vaje za sproščanje telesa in to mi je mečkam pokazal, pa je nekaj delovalo, pa tiste neke besede, pač, da si rečeš, ampak nič ni bilo nekaj konkretnega, ne? Takrat je pa pač sem bila vrhunsko pripravljena, dobila sem v bistvu prvo medaljo člansko iz naše Premier lige, to je svetovna pač liga. Najvišja liga sem dobila prvič v moji karieri, in potem je bilo 2 meseca, čez 1 mesec je bilo svetovno prvenstvo in res sem se počutila pripravljena. Vsi so pač name računali, vsi ti pritiski so me v bistvu zrušili. In sama sem dejala, tudi pritisk, ker vem, da lahko in vse. In potem so me pač te pritiski popolnoma zrušili in nisem sploh vedela, zakaj sem zablokirala. Pač sem stopila na tatami in na dvorišče in jaz sem v tistem trenutku zablokirala. Premagala me je ena, ki bi jo zdaj, ko spim, premagala, sigurno. In meni in trenerju nobenemu ni bilo jasno, kaj se je takrat zgodilo. In jaz pač sem bila zelo radovedna, tako da predlagam tudi vsem, da bodite radovedni. Zanimajte se za vse, če vas zanima, probajte poiskati odgovor, ker verjamete, da je ful dobro, ker poznaš tvoje stvari. Skratka, takrat sem pa rekla, neč očitno je v moji glavi problem, in tudi moj kolega iz ekipe mi je tudi vedno govoril, vse je v glavi, bolečina, vse je v glavi. Mislim, si mislila, v redu je. Ampak v bistvu je res, večina je v glavi, v redu, če si zlomaš nogo, seveda te boli. Ampak načeloma je vse v glavi. In pa sem se odločila, da poiščem pomoč in smo takrat sodelovali z dr. Tanjo Kajtno in z veseljem sem šla do nje in to je bila ena najboljših odločitev v mojem življenju, pač da sem šla do psihologinje športne in takrat mi je res pomagala in to je bila moja skočna deska do vrhunskih rezultatov, ker mi je pomagala poiskati tisto, da se umiriš, da ne sledim ritualom, če me, naprimer, ko smo prej imeli, da ličenje da me sprošča, jaz, če sem živčna, se grem mazati, ker me sprošča. Mislim, da nisi edina, ampak vsi hvala na tanjo. Dobro, tisto, pač glede na to, da mrzdo si misli, da pač kreteistke se nič ne mažemo, ampak načeloma na tem nivoju vse smo namazali, mogoče vse to sprošča, ne vem. Ampak, v glavnem, in treba je takrat res najti tiste neke akcije, ki te sproščajo, ki ti rečejo, da se umiriš, da prideš k sebi in probaš v vseh trenutkih odreagirati mirno. In to je bil glavni ključ do tega uspeha in probati pravilne odločitve sprejemati.
Hvala, Tjaša. Sara, zelo si prikimavala, ko je govorila Tjaša o pritiski, pričakovanja. Jaz točno vem, vi ste še športniki zraven, že tako biti gimnazijca, pa biti v srednji šoli je povezano z ne vem koliko pričakovanji, najprej do sebe, pa starši, tako. Če so pa ti športniki na takem nivoju, kot ste bili vsi trije, to se pravi, da vas še mediji poznajo, da je pritisk še od zunaj, to da nima že svojega dovolj. Kaj takrat, Sara, ker poznaš še mogoče insidersko, do psihologijo, pač naštudirala si na Berkeleyju v ZDA, prav psihologijo, kaj si rekla. Ja. In kaj v tistem ključnem trenutku, neki so rituali, nekaj je to, kako zelo pomembno je, da mi poznamo sebe, prej je rekla, da pridem do sebe, ampak jasno nam je, moram se poznati. Jaz se spreminjam ves čas, sploh vi ste v času odraščanja, zorenja. Kako si ti s tem, bom rekla, po domače zdelala, da si pač se spreminjala, hkrati so tebe pričakovali, hkrati smo morali kako se pripravljati tako. Wow, ja, kakšno lepo vprašanje. Se ga bom tako, kako ne se ga lotam. Kimala sem zato, ker je pač sem ful vesela zadnje. Ja. In na vsakom to prvošam, da izkus to moč svoje glave, če si da saj to neko dovoljenje, da se loti te poti. In ko smo že pri knjigah in pri radovednosti, kot si omenila, seveda včasih te ta knjiga nekaj razsvetli, mogoče avtobiografija, mogoče taka neka knjiga. Pomembno je zdaj, mislim res, da spoznavaš sam sebe, je da si konstantno nekako vpleten v svoj razvoj. Mi dostikrat športniki čakamo, bom imela par koristnih, kako ne se lotim vprašanja, malo koristnih nekih idej. Ful je pomembno, da ne čakamo mi zdaj športniki, bomo danes napredovali, bo trener rekel, danes bomo delali na tem in tem, super, delajmo. Ampak nekaj je pa, da vi prevzamete tisto odgovornost za svoj napredek, da ste vi konstantno res vpleteni v to, kako sem lahko še boljši, še boljša, kje imam ta prostor za napredek, od koga se lahko naučim. Wow, kako je pa nje ratal, kako je pa njemu ratal, ne kao, z njo se nam pogovarjala zato, ker je boljša. Ne, da ste ful vpleteni v uspeh drugih in da ste res konstantno vpleteni zdaj v ta proces, kako ste lahko boljši, ali na psihološkem nivoju, ali na fizičnem nivoju, ali pa v samem šolanju. Mislim, jaz sem bila največji pifler na svetu, jaz sem oboževala šolo. Meni je bilo to zakon. Ja, ni bilo zakon ob 5 zjutraj skakati v vodo, pa pojiti v šolo, pa cel dan tam biti, ker sem res na koncu zadnjo uro pri zgodovini nisem več vedela, kako naj postanem budna, ampak še vedno mi pa to dali tako disciplino, da ko sem prišla domov, sem imela točno 1 uro za nalogo, saj sami vi to veste. Wow, kakšno darilo v življenju, da vas šport kar nekako prisili v tako noro organiziranost, disciplino, time management in ne vem, kaj sem zdaj hotela točno povedati, ampak ja. Pa še, zakaj je toliko pomembno, zato ker vi bolj ko sami sebe raziskujete, se spoznavate, ne glede na to, seveda na spremembe in leta, boljši boste kot oseba in ne boste na koncu imeli nič za izgubiti, ker ne bo vaša vrednota odvisna samo od vašega športa. Kot je bilo že omenjeno, pač imaš lahko neko identiteto izven športa in rečeš, ja, sej, mogoče mi trenutno ne gre to zelo dobro v športu, ampak le kje vse napredujem, kaj se vse učim, kako rastem kot oseba. Sej šport, mi pa se identificiramo, pač jaz sem plavalka. Ja ne, jaz sem pač Sara, ki plava. Ampak jaz sem še ful več od tega in bolj, ko boste raziskovali sebe izven športa, lažje vam bo potem v življenju, res to vam pač povem, ker toliko svojih vrstnikov, ki poznam, ki so končali športne kariere, ki na koncu postane resne psihološke bolezni, depresije, ki ne vejo več, kaj naj sabo, ker ne vejo niti, v čem so dobri. Ja, ne vejo, kaj drugo je zanimalo, kako bi v bistvu pristopili življenju, seveda
dobro, ne vem, najna športa sta res bolj taka, da rečeš takoj, od tega ne moreš živeti. In pri tebi, da tudi ni lahko. Če so že taki športi, vam želim vse najboljše, da ratete Novak Djokovic, pa da pojete, kak s temi milijoni poj ravnate. Ampak, ful je pa fajn, tudi Djokovic, če ga boste kdaj googlali, koliko je on radoveden športnik, koliko se on izobražuje na vseh možnih področjih. Ne, tudi od spiritualnega do kvantne fizike, ni da ni samo toliko, da kot ljudje rastemo. Ne? In to je poanta. In zdaj na šport to uči, študij, šole nas vse to učijo. In pač vzemite to kot res nekaj, wow, kakšne priložnosti vse imam v življenju, da rastem kot oseba. Ja. Zdaj sem spomnila Sara, pred kratkim ste videli, Rogliča pa Pogačarja, na kakšen način pravzaprav ste si predajali ta uspeh, ki bi moral biti zelo razočaran, pa ni bil. In to se mi zdi, da je Sara si omenila to širino človekovo. Že si kdaj, ne vem, imel kakšnega idola, kakšen zgled, si rekel, tako bi, ampak ne samo kot športnik, tudi kot človek, kot človeka. Omenila si Djokoviča, ki je najprej človek, kaj se počne, poleg tenisa. Seveda je lažje potem z milijoni mora priti. Ampak, ne vem, če zdaj govorimo o vzgledih, pogosto ravno zdaj mediji nam tudi vse čas lansirajo, seveda mladim, vsem, skozi smo na telefonih, kakorkoli, wow, kaj ta počne, ali bi jaz lahko to. In si se daj vprašal, ali pa imel nekoga, kot bi se rekel, tak želim biti, ne samo kot športnik, tudi kot človek. Ja, zdaj v takem kontekstu, mojem, jaz nisem imel nikoli nekih idolov tako posebljenih. Je pa res, da vedno sem pa stremel k cilju, da pač vedno je cilj biti najboljši, doseči neki prvi in v tem smislu. In to sem pa pač v vsaki življenjski situaciji, da sem, ali pa na vsakem področju sem pač imel neke cilje, ki sem jih po nekom pač vzel ali pa neko mero postavil. Tako da iz tega vidika, da bi to zdaj prav v smislu nekih idolov posebljenih imel, to pa mislim, da nikoli nisem imel. Mogoče čist kot otrok, ampak takrat niti še ni bilo neke športne poti pa tako naprej. Ampak potem sem pa predvsem, kot sem rekel, hotel vzeti posamezen element ali pa posamezen cilj iz od nekoga ali od neke situacije ali tako naprej. Prej si omenil, fino je dokler gre, dokler se samo dviguješ, dokler so cilji na nek način uresničeni, jutri bomo to, s trenerjem vse štima. Skratka, tudi šport je v bistvu skupaj kmet osebnih odnosov. To ne moramo, ne samo odnosa s sabo, kaj še ne osebnih odnosov, s trenerjem, s psihologom, skratka. In Sara prej rekla, mi ne moramo samo sedeti pa čakati, da bomo drugi. Že, ko si, ne vem, ko je bil ovinek dol, ali pa ne vem, ko je bilo mogoče, ko se je proces, vse je seveda tudi proces, in ko se je proces obrne navzdol, kje si bil nazaj tisto energijo, da si, ne vem, pa so bili slabi dnevi, pa so bili slabi tedni, verjetno si predstavljali, da ti športu tako. Kaj je takrat, po čem si posegel? Predvidevam, da ne po igricah po telefonu ali drugi? Takrat, ko sem jaz tekmoval, še telefona ni bilo. Zdaj, če se na tole navežem, zdaj, če se na to vprašanje navežem, je zelo zanimivo. Pač jaz prehajam iz ene športne discipline, kjer si v bistvu na koncu ti vedno neuspešen. Tudi takrat, ko si najbolj uspešen, si neuspešen zaradi tega, ker letvica vedno 3-krat dol pade. In tudi, če si ti olimpijski zmagovalec, pa če na naslednjo višino skačeš, ker jo ne preskočiš, si v bistvu po enem neuspešen. In to po mojem ti pride v kri. In to v bistvu jaz sploh nikoli svojega uspeha nisem dojemal, da bi me podaril, ampak sem vedno vedel, da je to del poti k napredku. In nekako tako po mojem, zato sem rekel, da je to verjetno zelo povezan tudi za to disciplino, ki se ti pač nekako pride v kri. Kako se to zdaj odraža v življenju po športu, da si zelo povezan s športom tako in drugače, tudi z mladimi sodeluješ in tako, ampak kako se ti to, to bi se rekel, navajen sem tudi na neuspeh. Ne vem, kdo že rekel, da na vsaki
1000 ne košev je en košev. Michael Jordan, če se motim, vedno. Jaz mislim predvsem to, da je v bistvu kakšen je tvoj oseben odnos ali pa ta intimen odnos do poraza ali pa neuspeha. Saj vsak neuspeh je, tako kot je bilo rečeno, na poti k uspehu. In ne vem, mene to trenutno ali pa tako iz tega vidika me ne, kvečem je mogoče poeziji neuspeh. Ampak je ta poeziji dodaten puš, dodaten potisk? No, seveda, ja. Ampak to je pa stvar karakterja. No, sej preko športa, verjetno bo to Sara znala več povedati, preko športa se oblikuje karakter. Tako da to je res. Je pa tako, no, če se še dotaknem tega. Prvo, jaz mislim, kar se tiče tega psihološkega dela priprave športnika, jaz mislim, da je to enako vrste, tako kot vsak drug trening, je to trening. In mislim, da je tako percepcija vsega tega mogoče malo zgrešena, da je to neka pomoč športnikov. Ni, to je samo tako, ko greš ti na trening, da boš boljši v enem segmentu, je psihološki tudi zato, ker na koncu morate vedeti, da vsi pridejo enak dobro pripravljeni. Pač vsi se za olimpijado enak pripravljajo, vsi dajo vse od sebe. In na koncu res odloča tisti res detajli in to so ti detajli, ki je bilo že omenjeni, razni taki, bom rekel, nevidezni, psihološki, ker morate tudi vedeti, da tudi sama glava vpliva, kako se ti stopnjuje forma, ali se ti preveč stresnih hormonov sprošča ali ne. Vse to vpliva na poti k cilju ali pa k nekemu uspehu. Da na koncu pravijo, zelo velikokrat slišimo, da ta je imel več sreče, da je zmagal. Ja, mogoče pa ne, mogoče je bil glih on v tistem trenutku imel boljšo glavo, bolj je bil pripravljen jaz tudi, ko s mojimi atletinjami delam, da je mi to všeč, pač gremo za ciljem in ko imaš ti to percepcijo, da boš ti šel in boš to naredil, je čist drugače, kot pa da začneš se zgubljati v dvomih in tako naprej. In to je tisto, kar po mojem ravno, tako kot je Sara rekla, to je treba privzgojiti, sploh zaradi naše nacionalne identitete, kjer imamo malo ta, bi rekel, miselnost Martina Krpana, je to še toliko bolj pomembno, da v tem segmentu so te velike nacije v prednosti, nekaj rečemo Američanom, zmeraj si jim po domač urajma, ampak to je ta del, kjer mu je Sara govorila, tudi Tjaša. Zdaj imamo težavo včasih, ker že rastejo s to neko superiornostjo. Lahko jaz sem povedal. Hvala ti za vse tole, kar si rekel, res. To sem hvaležna. To je samo to, da veste, to ni nobena znanstvena fantastika. Zdaj vsak, kar reče, wow, psihološka priprava, kva bom jaz zdaj delal? Ne, a veš, kaj delate včasih? Imate zaprte očke in dihate. In jaz vem, da, fantje so, vsi mi imamo idejo, športniki imamo idejo, fizični fitness, kako zdaj to zgleda. Švicamo, vice, six-pack, nabildal sem, kjer sem car. Tudi dobivam feedback, koliko lahko dvignem, napredujem. Trening možganov je čist kontra. Sploh niti ne dobivate feedback. Se pravi, da ko ste zaprte očke in dihate in se sproščate ali napetost v mišicah, ali trenirate fokus, ali zavedanje dihanja, zavedanje misli, zavedanje telesa, to imate zaprte očke in nula feedbacka. In noben vam ne more reči, res ste natrenirali mišico v možganih. Dobro, jaz če bi vas dala v funkcionalno magnetno rezonanco, to bi se videli. Kako ste natrenirali predel možganov, ki je odgovoren, da aktivira psihološko odpornost v trenutkih, ko to rabite. Ampak zanimivo je ta percepcija samo zato, ker ni utipljivo in pa rečeš, čakaj, a zdaj to deluje, ne deluje, kaj zdaj delam? Jaz ne vem, če tole zame, tole je dolgčas. Kako pa ujamemo misli v tem trenutku? V bistvu se gre samo za trening zavedanja, kako ste vi sposobni sami sebe v nekem trenutku prepoznati in to neko prepoznavanje samo reči, razumem se, slišam svoje misli, slišam dvome, slišam skrbi, izgovore, upravičila, ampak mi se treba zdaj vpletati v to noter. To je izgubljene energije. Mislim, to so samo misli, ki pridejo kot simptom stresa, ker vam je nekaj neudobno. Misli so samo misli, ki pridejo in grejo.
Zdaj, ko se vi upletate v to, je pa vaša odgovornost. In bolj, ko ste lepo, imate to neko perspektivo na svoje misli, na čustva, ful pomembno. Večjo imate sposobnost samoobvladovanja in v bistvu pač reči, ja, ok, kdo se zdaj odloča, kako bom jaz razmišljala, kako se bom počutila. Jaz se odločam. Ne zdaj ta instinktni stres, ki preplav, seveda preplav v vsaki stresni situaciji, vsak dan na treningu, na vseh tekmah. Super, da se aktivira, rabimo ta adrenalin. Ne rabimo pa, da kortizol zablokira možgane in da izgubimo sposobnost odločanja in razmišljanja in samoregulacije. Ne? Ampak to je ful simple. To je trening zavedanja skozi vaje človečnosti, skozi meditacijo ali pa vizualizacija. Vizualizacija pa drug trening je pa samo priprava vnaprej za nek dogodek vnaprej. Ampak, ja, koliko pač, mislim, ja, vsaka čas za to, res je to pomembno, koliko fizični trening. Ne? In zdaj, ali ste to brali v knjigah, ali boste to se z nekomu posvetovali, dajte saj odpreti eno stran in začeti na tem področju se izobraževati, ker vam bo ne samo v športu pomagalo, ampak v vsakdanjem življenju. Za večno. In pa je življenje tako malo lažje. In zakaj sem to pač hotela omeniti, ker pa ni teh pritiskov in pričakovanj. Ker to si sami ustvarjamo. Tako da, ja, hvala. Ja, hvala, Sara, tebi. Pravzaprav, Sara, vaš čas govori o zaustavitvi. Ustavci je treba pravzaprav, da se najdeš, ne? Zavestno ustavci. Zavestno. Ker kaj je dihanje? Ko mi poslušamo dihanje, probajte delati dihalno vajo. Naš dih na svetu. Ko poslušaš svoje dihanje, ne moreš početi v resnici sploh tudi, če si res noter, sploh misli ne pridi. Važno je, da ste prisotni. Zato, ker takoj, ko misli odidejo ali v preteklost ali v prihodnost, vi niste več prisotni. In zato, ker niste več prisotni, izgubljate tisto sposobnost samoobvladovanja, kot sem rekla. In bolj, ko sami sebe obvladate, bolj lahko obvladate situacijo, v kateri se nahajate. Bolj ste lahko igrivi, bolj ste lahko radovedni, bolj si lahko dovolite, da telo potem oddela tisto, kar zna. Če je pa neka napetost, pa zategnenost, pa da bom zmogla nam, pa nažalost ne pride do tega in evo. Hvala se, hvala govoriti. Tjaša pa tekmuje v času, ko že tudi na telefonu igrice na polno igramo, oziroma igrate. Ok, telefon je itak nekaj, kar je pač realnost, tudi v športu. Danes se pogovarjamo o knjigah in o branju. Seveda je pomembno, kaj beremo. Ker znamo brati tudi preparije, ki nam tudi možgane na nek način mogoče polnijo stvarmi, ki jih v bistvu ne rabimo. Veliko informacij, ki jih mi v tem svetu in jih vi doživate, v bistvu ne potrebujete še dejstvo. In s to samoustavitvijo, s tem, da se poznaš, tudi veš, kaj pravzaprav v bistvu tudi porabiš, ko se zdaj malo povzemamo, lahko vršimo. Ampak, Tjaša, kakšna vloga je telefona, je pri tebi, ne vem, vloga telefona kot medija, kot pomagala, orodja pri tvojem športu? Telefon je, dajmo ga zdaj uporabiti. Ja, telefon je. Minus ali pa plus, na kakšen način ti? Ne pred tekmo in tako, ali... Dajmo reči, ja, v povezavi, ne vem, s tekmo, s karkoli, ali daš... Mislim, telefon, ja, jaz v bistvu takrat, ko grem na tekmo, ponavadi približno ob 12 tekmo. Tako da sigurno ob 10 dan telefon kolegici in gremo v ogrevalno sobo, zato da nimam distrakcij. Zaradi tega, ker telefon je ogromna distrakcija. Ogromna. In takrat se jaz pač posvetim set in probam dati telefon stran. Prej, pa naprimer, zvečer mi sigurno pred tekmo rada kakšno glasbo poslušam, tako da umirjeno zaspim, sicer ponavadi zaspim ob delanju dihalnih vaj, imam to sproščanje, ampak drugače mi telefon služi predvsem, mislim, trenutno za kakšne analize, v bistvu, da poznanaš in delaš analize in gledaš svoje borbe. Najbolj mi kot tak medij služi v športu, vse ostalo mi v bistvu bolj predstavlja distrakcija in tudi recimo na treningih ne dovolim jaz telefonu. Pač v redu pred treningom ni panike, pa ugasnem. Tu sem potiho, kakorkoli, da ne moti treninga. Tako da zdaj, koliko mi uporabnost telefona za moj šport je predvsem na področju analiz.
To je pač največji delež. Zaradi tega, ker lahko predvsem to, da sebe posnamem, da vidim, kako izgledam, kako dejansko izgledajo moje borbe, ne samo pač, kako sem se počutila, ker velikrat se zgodi, da so moje občutki drugačni od tistega, kar izgleda. Sicer ponovadi bolj izgleda, kot pač si mislim, ampak še vseeno je fajn, da vidiš in da včasih ti da samo zavest, se to pa dobro izgleda, to, kar sem recimo trenirala, pa sem mislila, da v borbi ni, ker je bilo novo, pa ne poznaš še moje telo kot tega. Mogoče pa ni najboljš, pa pogledaš recimo posnetek, pa vidiš, pismo, da se to pa dobro, a ne? Tako da v bistvu predvsem na področju analiz in pa včasih, če imam slabo tekmo, a ne, pa grem na tribune in gledam druge in jih lahko posnamem in mogoče analiziram moje nasprotnice, a ne? Najbolj to. Zdaj bomo pa zaključili ta krog, pa mogoče Tjaša, ki že ravno imaš mikrofon. Če bi zdaj, veliko smo v bistvu natrosali stvari, ki se seveda dajo poglaviti. Vsak sam pri sebi ve, vi veste, kakšno pot greste, nekaj če ne veste, ampak vsak pri sebi pač se lahko ustavi v tem trenutku, se vpraša, kje sem, kaj potrebujem. In Tjaša, iz tvoje izkušnje, ki je še aktivna v tem smislu, aktivna, da še čakajo, tudi ne ta fever, tekmovalni tako in vse naše danes naše poslušalce in obiskovalce, verjetno upam. Kaj bi rekla, ne vem, kaj bi jim, ta nasvet mi je tako čudna beseda, ampak kaj bi jim, ne vem, rekla, čisto prosto? Bodite radovedni. Bodite radovedni, če vas nekaj zanima, preberite si, ali mogoče intervjuje od kakšnih športnikov, ali mogoče od kogarkoli drugega, kakšnega igralca, kogarkoli, ki mogoče doživlja enako kot vi. Ne se bati knjig. Jaz v bistvu sem bila tak tipičen dijak. Ne, jaz pa ne berem. Kakšna knjiga, ne. Moram reči, da je bilo zelo žalno. Tako kot je rekel gospod prej, da za vsako knjigo, ki jo nisem prebrala, jo moram zdaj. V bistvu na področju, če se hočemo izobraževati na vse. Ni slabo, no, brat. V bistvu takrat imaš tudi mir, to mi res, noben te ne omotil. Prej te bojo zmotil, če boš imel telefon v rokah, kakor pač imaš knjigo, a ne? Če se hočeš umiriti, lahko vzameš knjigo, pa tudi če se hočeš tam delati, da bereš, da te pustijo primet. Sicer, ponovadi to narediš, ponovadi bereš, a ne? Pa v bistvu, koliko je pomembno, ne, v bistvu to športajmo in beremo. Smo športniki, seveda damo 100% v naš šport, ampak še vsem, kot smo rekli, mi smo iz takih panog, iz katerih v bistvu se ne da živeti naprej, da bi zdaj zaslužila z mojo kariero in bi lepo do konca življenja živela, tukaj mogoče kakšni nogometaši, ampak, ali pa kakšni drugi športniki. Še vsem je zelo pomembno, da razvijete samega sebe. Kaj jaz hočem postati? Seveda, jaz sem karateistka, ampak nisem sam karateistka. Kako je rekla Sara, nisem plavalka. Sara, ki plava, pa še psihologinja, nevropsihologinja, v bistvu vse ostalo, ne? Pa še mnogo več, ne? Tudi ni samo izobrazba. Mogoče kakšen koniček, tudi hobi, a ne? In meni se zdi, da sem jaz zelo taka oseba, da me veliko stvari zanima in da me zanima, zelo različna področja me zanimajo, a ne, in v bistvu od začetka se mi je zdelo, pa se ne vem, kaj hočem, a ne, samo v bistvu se da vse, časa je dovolj, časa je dovolj, ja, tako da čim več, ko vas zanima, tem boljš bo, bodite radovedni, to je moj največji nasvet. Hvala, Tjaša. Sara, najboljši nasvet, ki si ga dobila v svojem življenju? Ja, to je bilo pa, da si upam sanjati. Da tukaj res nimam čisto nič za izgubiti in jaz, odkar sem bila majhna, moj oči, imam malo te srbske krvi, ker on je Srbije, mi vsak dan govoril, da naj sam si upam sanjati, naj sanjam, naj si zastavljam, ampak zdaj te sanje, ja, pač, mogoče za začetek se ne zdijo najbolj res tako realne, ampak glih v tem je catch, da nikoli ne veste,
kaj lahko v življenju vse dosežete in kje so ti limiti, če sploh so, ker jih ni. V mojem prepričanju jih ni. In s tem nekim pristopom, radovednost noro pomaga, da se izboljšujete vsak dan, ampak dajte si zavestno zastaviti malo mogoče višjo vizijo, cilj, ki pa je trenutno malo tako strašna, kot pa jaz to res lahko dosežem. Ampak če je to iskrena notranja vizija, da si vi to želite bolj kot karkoli na svetu, jaz vam obljubim, da se vam bo zgodilo. Jaz sem pred 12 leti začela sanjati o olimpijski medalji in jaz sem imela to še 2 leti pred Pekingom, nalepljeno na steni, napisan svetovni rekord in čisto vse se je tako zgodilo. Seveda, pot je pa taka, dol, 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 malo gor, ok, dol, 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 jokaš, ne vem. Ok, pa upaš, vizualiziraš, verjameš vase, borbaš, s srcem in z dušo borbaš do konca in potem se vse zgodi. Ampak najbolj pomembna je pa ta vizija. Zdaj si imel čas premisliti tega. Močnih punce. Ja, ne vem, sej bi se tle kar na Saro navezal, da res je to, pač v življenju se moraš upati, da to je pač to, da moraš imeti sanje in v te verjeti, čim dvomaš, to je tako, ko enkrat začneš dvomiti v trenerja ali pa v kjerokoli stvar okrog sebe, pol boš, da takoj nekaš, ali pa pustiš, ali pa spremeniš, Mogoče mogoče malo bolj tako izpadne zdaj, kar bom povedal, da je mogoče pač v življenju boste toliko uspešni, kot boste sami v to dali. In del tega je pa to, kako se vi tudi upate, pa kakšne imate, koliko visok si upate pogledati. Sej to ne pomeni, da greste preko trupel daleč od tega, ampak pač to je pač ta kruta realnost, če sem mogoče malo bolj realen. Da pač morate si upati in morate temu slediti. In to je tisto, kar jaz najbolj pri športnikih občudujem, je to, da se postavijo cilje in da grejo za temu ciljem brezkompromisno. Ampak obenem je pa tista veličina, kar ti v šport daj, pa to, da ne pomeni to, da greš preko trupel, kar se v družbi zdaj preveč pogosto dogaja. Ampak to bi bilo mogoče tak moj nek zaključen za tele mlade športnike. Ne greš preko trupel, če si človek, ne? In Rožle je rekel upati, jaz bi rekla še zaupati, to si omenil. Ne sem sebi, pač pa tudi svetu okrog sebe, zdaj živimo v svetu, ko je vse samo grozen, sedimo v maskah in tako naprej, ampak svet ni samo grozen, zato je fajn brati knjige. V knjigi so vsi svetovi. In jaz vam se želim pač, da si postavite višje cilje in da greste še čez te cilje, vmes pa še kakšno knjigo fajn preberete. Hvala lepa, ker ste bili z nami, hvala lepa vsem. Hvala.